Rudi želi kupiti kolo. Ker svojih prihrankov nima dovolj, zaprosi za posojilo v banki. Banka mu denar posodi, a Rudi mora poleg posojila plačati še obresti, se pravi dodaten denar. Rudi si kupi kolo, banki pa vsak mesec vrača del denarja, z obrestmi vred. Banka s tem dobi še več denarja, saj Rudi na koncu banki plača več, kot mu je posodila. Prav tako kot Rudi si lahko denar v banki sposodi tudi podjetje in ga po obrokih z obrestmi vrača nazaj. Če podjetje propade ali gre v stečaj, ga banki ne more vrniti. Če je gospodarska kriza in propade več podjetij, pa nastane velik problem, saj v banki zmanjka denarja oziroma kapitala. Takrat pride gospod Dolar, svoj denar vloži v banko, doda kapital in s tem postane delni lastnik banke. Pravimo, da jo dokapitalizira. Torej, dokapitalizacija banke ali podjetja pomeni, da nekdo prinese svež denar in tako postane delni lastnik te banke ali podjetja.